Zanimivo je, ko primerjate med sabo vse zdravstvene domove in ja, pridemo do številke, da je zdravstveni dom Ljubljana v letu 2018 imel 19.284 zdravnikov oziroma osebe brez izbranega osebnega zdravnika. Leta 2022 je teh pacientov 31.341. Poslovanje zdravstvenega doma Ljubljana 2018 skoraj minus milijon evrov, 2019 plus skoraj 600.000 evrov, 2020 skoraj 200.000 evrov, plusa 2021 646.000 evrov, plusa 2022 se pravi kažejo od januarja do september minus 82.000 evrov. Tako da podatke imamo, zanimiv je še podatek, da je kumulativni presežek zdravstvenega doma Ljubljana v letu 2021 4.466.000. Če se zdaj vrnem, ali pa če se osredotočim na zdravstveni dom Ljubljana, 3 mesece se že ukvarjamo z zdravstvenim domom Ljubljana. Podatki, ki smo jih pridobili ob kopici pisem tako prebivalcev kot zaposlenih, so nakratko opredeljeni in jih bom pojasnil tukaj čisto nakratko. Leta 2021 je mesto direktorice prevzela dr. Antonija Poplas-Susič. Takoj ob imenovanju so v bistvu in kasneje so predstojniška mesta zapustili vsi zdravniki razen vodje SNMP. V prvih mesecih vodenja so delovno mesto zapustili vsi zaposleni za investicijsko vzdrževanje, praktično vsi informatiki, vodja kadrovske službe ter nekaj sodelavk, še nekaj ostalega kadra. Zelo veliko odpovedi je na področju srednjih in diplomiranih medicinskih sester. V zadnjih 2 letih je zdravstveni dom zapustilo 33 družinskih zdravnikov. Število družinskih zdravnikov se je od konec leta 2022 do začetka novembra letos zmanjšalo iz 103 na 93, sedaj na 89. Podatki, koliko zdravnikov oziroma koliko oseb je brez osebnega zdravnika. Tu imam še cel kup podatkov, kam so zdravniki šli in kaj se je zgodilo. Dalje smo ugotovili, da je direktorica zdravstvenega doma, lastnica zdravstvenega zavoda Multimedicus, ki ima prostore v tehnološkem parku, ima 2 koncesiji mestne občine Ljubljana, laboratorij in informatiko najema po ugodni ceni od zdravstvenega doma Ljubljana. Zavod Multimedicus je v letošnjem letu od ZZZS prejel že skoraj 240.000 evrov, kar je 20% več kot lani in še enkrat več kot leta 2018. Po naših informacijah je doktorica Antonija Poplas-Susič zaposlila 20% v lastnem zavodu, tam opravlja tudi zdravniško delo, medtem ko v zdravstvenem domu Ljubljana zdravniškega dela ne opravlja. Z zavodom zdravstvenem domu Ljubljana smo imeli več sestankov, bili smo v zdravstvenem domu. Kaj je naredilo ministrstvo ob dejstvu, da na območju MOL-a nima pristojnosti urejanja primarnega zdravstva, kljub temu je mestna občina Ljubljana in ministrstvo, se pravi, smo sklenili dogovor o načinu zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju mestne občine Ljubljana. Ta dogovor
dogovor je javen, je bil že predstavljen 15. januarja. Tam nekje okoli se bo županom usedlo in bo videla, kaj je bilo realizirano in kaj še moramo realizirati. Na osnovi vsega, kar sem vam prej prebral, je Ministrstvo oziroma Urad Republike Slovenije za nadzor kakovosti investicije v zdravstvu 7. decembra letos izdal sklep o začetku izrednega upravnega nadzora ZD Ljubljana. Prav tako smo začeli izredni upravni nadzor v zdravstvenem zavodu Multimedicus. Ko bo nadzor zaključen in ko bomo videli, kaj se dogaja, bomo seveda ukrepali. Zakaj zdravstveni dom Ljubljana tako posluje, zakaj imamo v posameznih zdravstvenih domovih v Sloveniji zelo slabe slike, v nekaterih zelo dobre slike, kakaj je vloga koncesionarjev in tudi zakaj precej zdravnikov odhaja na zalogo k nekaterim koncesionarjem, bomo seveda po 15. januarju poskušali dati bolj objektivne rezultate. Vem, da ste bili zadnjič tudi na zdravstvenem domu Ljubljana. Kaj so vam pa zdravniki povedali, zakaj odhajajo, kaj vse so vam povedali, s kakšnimi težavami? Največ je bilo v bistvu zato, da so preobremenjeni in da so razmere nevzdržne. Kaj to pomeni, kako nevzdržne? Da preveč delajo in da če imate recimo, če je imel zdravstveni dom Ljubljana 83 timov, pa jih je zdaj ostalo še 89, pa če 33 družinskih zdravnikov v 20 letih odide, pa če je prišlo 20 novih, ostali ne morajo nadomestiti 15 timov. To je vsakemu jasno. Ampak še enkrat, organizacija dela poteka vse, to je v domeni občine in zdravstvenega doma. Tako še enkrat, kar lahko delamo. Kljub temu, da me je ljubljanski župan prijazno opozoril na zdravstveni dom Ljubljana in direktorico pustil čisto na miru, mi smo podpisali z županom oziroma z mestno občino dogovor, tam so jasni cilji in enkrat v januarju bomo tudi potegnili po črto, kje smo in kje nismo. Najprej je treba urediti razmere v urgentnem centru v Ljubljana, tam se izboljšujejo zadeve in se še bodo, potem pa tudi vse ostalo naprej. Ne, mi v županu smo se pogovarjali, kako zadeve urediti in tako naprej. Jaz sem mu pač povedal, da je bilo vodstvo pri meni in potem sem mu tudi rekel, da bom kot minister zaradi razmer odredil strokovni oziroma izredni upravni nadzor. In takrat je rekel, kaj je rekel? To, kar sem povedal. Še enkrat. Ne tako, če samo je to dokument? Čisto tako, to je bil pač pogovor, da mi svetuje, da pustim v zdravstvenem domu Ljubljana tudi. Zdaj je to vprašanje. Mislim, lahko razumemo, kot želimo. Ni iskanje zdaj s prstom na koga, mi moramo rešitev najti. Mislim, da smo vsi v stiski in vsi moramo pristopiti pozitivno k temu. Ali vi tudi delate kot zdravnik, kirurg v kakšnem zavodu oziroma bolnici? To vprašanje je bilo že večkrat odgovorjeno. Delam in bom delal zaradi svoje licence. Ampak za gospod Poplas ste rekel, da pač dela 20% svoje. Ja, zdaj sem samo ocenil stanje. Je to kriminal? Nisem nobenega obtoževal. Zvenelo je tako. Ja. V bistvu, vsem se povedanje, je bilo razumeti, jaz ne bom razumela, da že zadnji ste omenili, da z delom Poplas če niste zadovoljni, pričakujete, da bo odstopila, ker je že ponujala odstop v zadnjih dneh. Še enkrat, jaz sem danes predstavil dejstva, ki smo jih zbirali 3 mesece. Z občino Ljubljana je ministrstvo sklenilo dogovor. Po 15. januarju sem bo v županu ponovno usedli in bomo videli, kje je dogovor realiziran in kaj še moramo narediti. To
To je kar se tiče mestne občine Ljubljana.